Mesec dni mineva, odkar je Slovenija v primežu epidemije COVID-19. 3 tedne potekajo v državi intenzivni ukrepi, ki hromijo naše življenje. Kakšna je, da tako grdo rečem, bilanca po mesecu dni? Število primerov na srečo ni tako kot v epicentrih epidemije v Evropi, v Italiji in v Španiji. Ni naraslo do take mere, da bi popolnoma ustavilo delo na naših bolnišničnih oddelkih, še posebej ne na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Kakšno je stanje sedaj? Prav gotovo predstavljajo velik problem domovi za starejše. Tam gre za žarišča, v katerih se bolezen po eni strani lahko prenaša, po drugi strani, saj veste, je starost dejavnik tveganja za težek potek bolezni. Mnogi starostniki to bolezen težko prenesejo in včasih je tudi ne morejo. Obenem pa moram seveda opozoriti, da epidemija v Sloveniji vendarle ne poteka samo v domovih za starejše občane. Če pogledamo krivuljo naraščanja, ta res tako rekoč eksponentno narašča v domovih za starejše občane. Če pa ta del odštejemo, imamo še vedno eno stanje, s katerim ne moremo biti zadovoljni. Ukrepi do sedaj, učinki ukrepov, ki so bili sprejeti prav nedavno, se seveda še ne poznajo, ampak dosedanji ukrepi so uspeli epidemijo spraviti v neko, rečemo, stacionarno stanje, se pravi nepretirano naraščanje primerov, ki bi obstruiralo naše bolniške oddelke, vendarle pa nismo uspeli s temi ukrepi obrniti epidemije številk navzdol. Epidemija se vendarle ne umirja. To bi pravzaprav dolgoročno pomenilo, da bi morali mesece imeti take ukrepe, da bi vzdrževali nekako znosno stanje v bolnišnicah in seveda znosen način obravnave vseh bolnikov oziroma ustrezen način obravnave vseh ljudi, ki imajo COVID-19. Zato je tako zelo pomembno, da z boljšim upoštevanjem ukrepov obrnemo to krivuljo navzdol. Čim prej jo bomo obrnili navzdol, prej bomo iz tega akutnega epidemičnega obdobja, prej seveda se bo naše življenje normaliziralo. Veliko dilem je bilo v zadnjih tednih predstavljenih tudi z mnenjem WHO-ja, testirajmo. Lahko povem odgovorno za vse laboratorije, ki v Sloveniji to počnemo, da smo se trudili z nadčloveškimi napori, da smo Sloveniji zagotovili zadostno dobavo reagentov in da nihče od tistih, ki je testiranje potreboval, ni ostal brez kvalitetnega testa. V zadnjem času v bistvu se v medijih pogosto pojavljajo tudi želje po hitrem testiranju, takem, ki bi ga opravili v 5-10 minutah. Žal je realnost za temi testi takšna, da bi ob uvajanju nepreverjenih in hitrih testov lahko prišli v situacijo, ko bi pri bolniku, ki ima zanesljivo dokazan COVID, s tem, da virus neposredno dokažemo, lahko postavili napačno diagnozo, torej bi opredelili bolnika, kot da te bolezni nima, ker pa se vsi, ki v stroki delujemo, izrecno izogibamo in se tega bojimo. Namreč vsak neprepoznan bolnik, ki ga vrnemo v skupnost ali na delo, lahko predstavlja izredno veliko tveganje za ponoven zagon epidemije. Slišali smo tudi kritike v medijih, zakaj ne testiramo več. Povedal bom tako, da je stanje od samega začetka pravzaprav stabilno, laboratoriji naredimo vse teste, ki do nas pridejo, in tudi sam se zavzemam, da se testiranje v okviru skrbnega spremljanja dobavljivosti reagentov razširi na druge skupine, o čemer se tudi strokovna skupina zelo intenzivno pogovarja, ampak opozarjam, potrebno je upoštevati realnost, v kateri Slovenija živi. To pa je Evropska unija. Okrog nas so države z izredno hujšimi problemi, kot jih ima Slovenija, in vse te države v bistvu potrebujejo enake reagente, kot jih potrebuje Slovenija. Zato v bistvu je potrebno zaupanje javnosti in vseh državljanov, da odgovorni na teh mestih naredimo vse, kar je človeško mogoče, da zagotovimo vse teste, ki so kvalitetni in jih potem v okviru tega, kar je na voljo in kar je odločeno na strokovni skupini, nudimo vsem,
ki te teste res nujno potrebujejo.